Torej, danes bom predstavil drugo stopnjo študija računalništva in informatike na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Torej, kot že samo ime pove, je fakulteta, na fakulteti imamo precej različnih naravoslovnih ved, ki jih poučujemo, in ko ste videli na slikah, ste lahko videli ljudi, ki študirajo bioinformatiko, ljudi, ki študirajo matematiko, ljudi, ki študirajo računalništvo. V glavnem, na fakulteti so študenti iz različnih smeri, iz različnih področij, ki se med seboj vse skozi srečujejo, tako da je vzdušje na fakulteti res zanimivo. Kot je Taja povedala, sam sem koordinator druge stopnje, torej če imate kakršnakoli vprašanje v zvezi z drugo stopnjo, se lahko obrnete name. Če imate vprašanje v zvezi z vpisom in podobnimi postopki, je najboljše, da se obrnete na študentski referat. Moj namestnik je pa profesor Branko Kavšek, na katerega se tudi lahko obrnete. Vladimir, Danija, vidva sta slučajno že študenta Famnita? Ali sta odkot druge? Aha, niste še. Torej, če nas kje vidite, tak izgledamo in nas lahko pocukate za rokav. V glavnem program, nekaj splošnih podatkov o samem programu, ime je torej računalništvo in informatika, na koncu postanete magister inženir oziroma magistrica inženirka računalništva in informatike. To je druga stopnja, magistrski študijski program po novi bolonjski stopnji, torej se gre za študij 3+2. Aha, ta je poslala. In traja 2 leti. To pomeni, da vsako leto morate zbrati 60 kreditnih točk. 60 kreditnih točk pomeni v prvem letu 6 predmetov, v drugem letu je predmetov malo manj, ker je 30 kreditnih točk, kot bomo videli kasneje, tudi magistrska naloga. Torej, način študija je redni in izvaja se študij v Kopru. Torej, pogoj za vpis je prvič diploma študijskega programa prve stopnje z ustreznih strokovnih področij. In na tej prvi stopnji ste mogli doseči najmanj 180 kreditnih točk. To pomeni, da je to 3-leten študij prve stopnje. In kaj so ustrezna strokovna področja? Tukaj se upoštevamo večinoma računalništvo, informatiko, matematiko, elektrotehniko, bioinformatiko, torej vse, kar je povezano z računalništvom in informatikom oziroma sorodna področja, ki so povezana z računalništvom in informatiko. Torej, kaj se zgodi, če ne prihajate iz teh področij, torej če ste opravili prvo stopnjo nekje drugje? V tem primeru pošljete vse predmete, ki ste jih opravili na prvi stopnji, v študentski referat in skozi en postopek, v katerega sem tudi sam vključen, prijemo do seznama predmetov, ki jih dobite še poleg predmetov na magistrskem študiju. Ponavadi se določi od 10 do 60 kreditnih točk, kar pomeni od 2 do 10 predmetov. V praksi to pomeni, lahko dobite največ 10 predmetov, kar pomeni nek dodaten letnik. Torej, še vedno se lahko vpišete, še vedno lahko zberete določene kredite v prvem letniku magistrskega študija in še vedno lahko opravite določen del teh diferencialnih izpitov in se vpišete ali ponavljate prvi letnik ali se vpišete v drugi letnik. V glavnem lahko delate sproti, to želim povedati. V povprečju, to je eno vprašanje, sem dobil ravno pred par dnevi, koliko diferencialnih izpitov bom pa jaz dobila. In sem odgovoril, da to je izjemno odvisno od predmetov, ki ste jih imeli na dodiplomskem študiju, ker pri nas je dodiplomski študij sestavljen iz 4 različnih stebrov. Eno je programiranje, eno so teoretične osnove, eno je matematika in 4. steber so praktični predmeti. In zdaj odvisno od tega, koliko teh stebrov ste pokrili, toliko predmetov lahko pač se vam upošteva kot iz določenih stebrov, kot opravljene, in iz določenega stebra lahko ne dobite ničesar. V povprečju pa pravim, od 4 do 7 se vrti število predmetov, ki jih je potrebno opraviti. Predmeti na magistrskem študiju se delijo v 4 različna področja, in sicer so
Prvi so temeljni predmeti, potem so notranji izbirni, zunanji izbirni ter seminarji. Temeljni predmeti so temeljni predmeti samega programa in so razdeljeni v temeljne predmete sklopa A in temeljne predmete sklopa B. Iz vsakega sklopa, torej v vsakem sklopu imamo 4 predmete in iz vsakega sklopa morate izbrati 2 temeljna predmeta, torej 4 temeljne predmete morate skupaj narediti skozi študij. Potem imamo notranje izbirne predmete, ki so iz različnih področij. Tle izbirate večinoma predmete, ki vas zanimajo, iz področij, ki vas zanimajo, lahko je to umetna inteligenca, lahko je to računalniški vid, lahko so to podatkovne baze, torej iz področij, ki vas zanimajo. Potem imamo tukaj še zunanje izbirne predmete, to so pa večinoma predmeti, ki jih lahko poslušate kjerkoli. Seveda lahko tudi za zunanje izbirne predmete izberete notranje izbirne predmete ali pa zunanje izbirne predmete opravite nekje drugje, vključno z notranjimi na neki drugi fakulteti v okviru izmenjave, kot je na primer Erasmus+. Zadnji sklop predmetov so seminarji, nekaj od njih malo kasneje. Torej, če pogledamo, kako je sestavljen predmetnik v obeh letnikih, torej v prvem letniku imamo 10 predmetov, kar skupaj vsak ima 6 kreditnih točk in to skupaj nanese 60 kreditnih točk. V drugem letniku je 30 kreditnih točk sama magistrska naloga, torej imate samo 5 predmetov, torej 30 kreditnih točk. No in izmed temeljnih predmetov morate torej izbrati 2 iz bloka A in 2 iz bloka B in ostali predmeti so samo izbirni. Nekaj je pa tudi seminarjev, to so praktični in raziskovalni seminarji, projektni in raziskovalni seminarji, o katerih malo kasneje. Torej, če pogledamo, kateri temeljni predmeti so se letos izvajali in kateri notranji izbirni predmeti so se letos izvajali, imamo tukaj seznam, toliko da dobite občutek o temu, kakšne predmete se predava. In sicer iz temeljnih predmetov imamo izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva, potem imamo iz teorije algoritmov, inteligentni sistemi, kar je področje umetne inteligence, in potem verjetnost in statistika v tehniki in naravoslovju. Med izbirnimi predmeti, notranje izbirnimi predmeti, pa smo letos izvajali algoritme na grafih, izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik, izbrana poglavja iz obdelave slik, iz uporabe inteligentnih sistemov, iz vizualizacije podatkov, iz porazdeljenega računanja, iz usporednega programiranja, računalniški vid in računalniške družbene vede. Torej, vidite, da predmeti prekrivajo precej različna področja, torej se lahko izberete tisto, kar vas res zanima. Tle bi še poudaril, da določene predmete, ki jih tukaj vidite, poslušate tudi študenti iz drugih smeri, torej lahko poslušate tudi študenti iz smeri podatkovne znanosti, lahko poslušate te predmete s študenti iz smeri matematike in torej vedno se boste mešali z drugimi študenti pri večini predmetov, kar naredi študij zelo zabaven. Ker imate dostop do večjega števila ljudi z različnimi pogledi na svet in z različnimi željami po temu, kaj bojo postali v življenju. Cilj seminarskih predmetov, torej v prvem letniku imate 2 seminarja, v drugem letniku imate 1 seminar. Cilj seminarskih predmetov je, da vas pripelje do magistrskega dela. Torej, skozi seminarske predmete lahko to delo, ki ga opravite na seminarskih predmetih, lahko kasneje uporabite tudi za magistrsko nalogo. In sicer je ideja seminarskih predmetov ta, da se spoznate z nekimi modernimi načini dela v tehnološko zahtevnih okoljih, da se spoznate z osnovami raziskovalnega dela, da se spoznate z osnovami implementacije prototipov in kako se te prototipe znanstveno predstavi ciljni publiki, spoznavanje tehnik skupinskega dela na projektu, seznavanje z industrijskimi zahtevami pri izdelavi programskih sistemov in s problemi pri izdelavi končnega izdelka in seznavanje z novo tehnologijo na področju programskih sistemov, z akademskimi prototipi, ki predstavljajo bodočo tehnologijo. Torej, preden grem na te splošne kompetence,
Skozi seminarske predmete lahko pridete do večine opravljenega oziroma vsaj nekega dela opravljenega vašega magistrskega dela. To lahko opravite tudi v sklopu podjetij, če ste slučajno zaposleni, lahko pa v okviru laboratorijev, ki jih bom kasneje malo predstavil. Torej, da gremo še na splošne kompetence, kakšne so splošne kompetence, ki jih pridobite, od analiziranja, sintetiziranja podatkov in raziskovalnih rezultatov do komunikacijskih spretnosti, pa avtonomni boste postali pri iskanju in pridobivanju strokovnega znanja, sposobnost iskanja novih informacij, avtonomnost pri strokovnem delu in podobno. Specifične kompetence so pa zmožnost opisati dano situacijo s pravilno uporabo matematičnih in računalniških simbolov, zapisov, zmožnost razlage svojega razumevanja skozi različne računalniške koncepte in principe, do sposobnosti nadgradnje problema na nadprobleme oziroma sposobnost razdelitve nekega problema na podprobleme in združevanje z nekimi inženirskimi pristopi do celotne rešitve. Na FAMNIT-u imamo par laboratorijev in področji, v katere se lahko vključite že v prvem letniku. Ni vam potrebno, je pa zelo zaželjeno, ker se spoznate z delom laboratorija, spoznate se z večino nalog, ki jih bo potrebno opraviti na projektnih in raziskovalnih seminarjih, in lahko vse 3 seminarje opravite v sklopu nekega laboratorija oziroma na nekem področju z izbranim mentorjem. Poleg tega, kot sem že prej povedal, lahko vse seminarje in magistrsko nalogo opravite tudi v okviru podjetja, če ste slučajno zaposleni v njem. No in bomo šel skozi, torej, če pogledate, s čim se ukvarjajo laboratoriji in s čim se ukvarjamo na FAMNIT-u, gre to od blockchaina, jezikovnih tehnologij do laboratorija za interakcijo človek-računalnik, pa vse prisotni sistemi, pa teoretično računalništvo, umetna inteligenca, podatkovne baze, računalniški vid, s tem, da večina laboratorijev se tudi ukvarja, vsaj nekdo v laboratoriju se ponavadi ukvarja tudi ali z blockchain ali z umetno inteligenco, tako da lahko vsa ta področja lahko mešate med seboj. Če gremo pogledati skozi nekatere projekte, naprimer, to je en projekt, to so projekti, ki so jih delali študenti v različnih laboratorijih. In prvi je, naprimer, radarsko zaznavanje. Pri radarskem zaznavanju gre za Solisensor čip. Ne vem, če ste že videli Solisensor. Solisensor je taka majhna škatlica, ki jo je razvil Google. 20 jih je na svetu, enega od njih imamo tudi na FAMNIT-u, oziroma si ga sposojamo z eno univerzo v Koreji. In Soli je radar, nad katerim lahko izvajamo različne take mikro geste in radar zaznava, kaj počnemo. In tukaj je opisan v tem videoposnetku, je sicer tak suhoparen videoposnetek, zaradi tega, ker je opisan samo celotno delovanje in kaže samo v bistvu ta plakat, ki smo ga objavili. Potem naslednji projekt je bolj zanimiv. In sicer se gre za pinhole paper. Verjetno ste že videli, kakšna so pinhole očala. To so tista očala, ki imajo črna stekelca in imajo lukence, zato da ljudje lahko izostrijo vid. No in podobno smo se tudi mi igrali in tukaj vidimo, kako v bistvu s projekcijo, samim projektorjem lahko naredimo fiksne vsebine natisnjene na papir dinamične. No, to je bilo narejeno na Japonskem pri enih naših kolegih. Kar smo mi delali, smo naredili vsebine, ki jih lahko natisnemo na papir, dinamične z projekcijo za našim papirjem. Torej, če položimo papir bomo šli naprej, da to je, kako je bila tehnika narejena in kako se potem, v glavnem, zdaj vidite, kako pri različnih osvetlitvah in z različnimi metodami do kakšne animacije lahko pride na papirju. In kje se to lahko uporabi? To se lahko uporabi za različne namene. En od teh primerov je tukaj v stripu.
v stripu lahko začnemo, v bistvu imamo fizičen strip na papirju in lahko animiramo določene zadeve, ko ste videli, da od zgoraj je en možicelj, ki, tle gor je en možicelj, ki se osvetljuje in tukaj imamo eno eksplozijo. Tako, to je drugi projekt, tretji projekt so interaktivni dokumentarci, ki smo ga tudi delali študenti, no in tukaj pri interaktivnih dokumentarcih smo gledali, kako ljudje lahko, oziroma koliko časa, kako jih pritegnemo, da bi na spletnih straneh ostali čim dlje časa. No in v glavnem ta dokumentarec je bil razdeljen v 13 epizod. Pri vsaki epizodi se je mogel uporabnik preklikati iz takega 3D otoka na 360 posnetke in v 360 posnetkih je določen element postal interaktiven, s klikom nanj se je prišlo do video vsebin in to je interaktivni dokumentarec. Naslednji projekt je Bobri voz. Tu smo pa dopolnjevali comic books, stripe. In na stripe smo v bistvu gledali skozi telefon. Torej, če skozi telefon pogledamo, še to, če skozi telefon pogledamo na primer določeno slikico, se začne skozi telefon lahko pogledamo določeno video vsebino. Torej, slike v samem stripu lahko oživijo. Ko bomo videli tukaj kasneje, ko dam tudi malo zvoka. Zima je odšla in ozelenila so. Torej, to je bil en način, to je bil prvi način dopolnitve oziroma augmentacije. Imeli smo še ta isti način. Zdaj imamo animiran način, to pomeni, da se lahko sprehajamo od nekega okvirčka do drugega okvirčka in nam v bistvu okvirčki oživijo in se premikajo iz okvirčka na okvirček. Torej, to je pogled skozi telefon. In potem gremo na drugi okvirček, ki nam spet oživi in potem gremo na tretji okvirček, ki nam oživi. Torej, lahko oživijo okvirčki. To je bil en projekt. Naslednji projekt je naprej eholokacija. S tem projektom, to je bila tudi magistrska naloga, smo ugotavljali, oziroma v parku Škocjanske jame so želeli videti, oziroma želeli so predstaviti otrokom, kako se netopirji premikajo po prostoru. No in to sem jaz s celotnim prototipom, ki se sprehajam po nekem prostoru. Kar smo delali, je bilo še to, da smo ljudi postavili v labirint, torej postavili smo labirint iz gips plošč in smo ljudi poslali v labirint in smo ugotavljali, koliko časa potrebujejo za priti ven, oziroma kako hitro se lahko naučijo uporabo nekega takega orodja, pri čemer ne vidijo, kje se nahajajo, da pridejo ven iz labirinta. In zdaj, če poslušate pozorno, boste slišali, kako se zadeva obnaša. Če grem sem. In kar je zanimivo pri tem, je to, da smo imeli različne možnosti teh piskov. Eno je bilo stereo, eno je bilo mono in smo ugotavljali, kako ljudje eno ali pa drugo uporabljajo za priti ven iz labirinta. Ta projekt je igrifikacija virtualnega obiska učne poti. To pomeni, da se človek lahko sprehodi skozi, to je spletna stran v bistvu, in lahko imamo ali na glavni prikazovalnik, head-mounted display ali ne,
in tukaj so točke te naše učne poti, to je tudi učna pot Parka Škocjanske jame in pri vsaki od teh točk imamo neko določeno vprašanje in skozi ta vprašanja dobimo značke. Ampak na vsaki točki imamo tudi 360 posnetke, ki si jih lahko človek pogleda, torej najbolj zanimive točke na celotni poti in poleg tega na vsaki točki lahko dobi še dodatne informacije. Poleg teh dodatnih informacij imamo tudi take 360 modele različnih objektov te učne poti. Tukaj vidimo en hlev, obstaja pa še vodnjak, pa ena druga hiša in podobno. Torej, to je en od teh projektov. Naslednji projekt, ki ga bomo predstavili, je interakcija z umetniškimi deli. To je študent Patrik Širol želel ugotoviti, ali ljudje razumejo oziroma kako razumejo cene umetnin in ali se lahko naučijo oceniti, koliko neka umetnina stane. In tukaj v tem programu, to je aplikacija za telefon, v tem programu imamo 150 različnih umetnin in v bistvu človek določa z eno tako interakcijo tukaj gor, ko povleče navzgor gumb s prstom in više, ko ga povleče, više je cena in levo in desno ima pa še like in dislike, oziroma mi je všeč ali pa mi ni všeč. No in tukaj je šlo 100 uporabnikov in nismo dobri pri ocenjevanju tega. To je vendar se moramo zavedati, da pri ogromno takih nalogah smo ljudje izjemno dobri. Ker če naprimer, kar smo gledali je ali velika količina ljudi, to pomeni, da smo imeli več kot 100 uporabnikov, ki je to aplikacijo uporabljalo, do spisane magistrske naloge. No in vsak od teh uporabnikov je ocenil in kar smo gledali je, če skupna ocena celotna tega umetniškega dela se približa pravi ceni. In v temu nismo dobri. Če se pa to predstavi na eno drugo nalogo, naprimer v matematiki, lahko to dostikrat predstavijo, ko imamo v nekem kozarcu bombone in ljudje ocenjujejo, koliko bombonov je. In več ljudi, kot boste vprašali, bliže se boste v povprečju, se boste bliže približali realni oceni števila bombonov. To je bila tudi ideja tega. No, tukaj imamo še en projekt, ki ga je izvedel Luka Žorč, oziroma to je njegova magistrska naloga, kjer je en mesec izdelal je tako aplikacijo, ki jo je dal na telefon in telefon je bil ob strani mize in en mesec je gledal, kako medtem, ko je pisal magistrsko delo, je telefon spremljal, kako sedi. Če sedi pravilno oziroma če sedi nepravilno. To je naslednja je interakcija z umetninami in ideja je ta, da imamo tako pobarvanko in pobarvanko pobarvamo. Pobarvanka je v bistvu predstavlja eno umetniško delo, lahko je to kip, lahko je slika. No in uporabnik naj ne bi vedel, kaj točno predstavlja ta pobarvanka in jo pobarva po želji in potem mora iti skozi galerijo ali muzej s telefonom, torej s telefonom v roki se sprehaja skozi galerijo in muzej in ko pride do umetniškega dela, pri kateremu se mu zdi, da bi ta njegova preobleka, te nove pobarvanke pasala, klikne gor pa se mu pobarva kip. To pomeni, kot če bi, dobili neko pobarvanko, bi jo pobarvali, bi prišli na Prešernov trg in pogledali proti Prešernu in Prešeren bi se vam oblekel skupaj z muzo v neke vaše barve, torej nekaj, kar ste sami pobarvali. In to je bilo ene par projektov. Šel bi še skozi laboratorije, tukaj je računska gruča, ki jo imamo na Famnitu, torej če vas interesira računanje z ogromno računalniki, imamo računsko gručo, imamo pa tudi ogromno drugih prototipov, od 3D tiskalnikov, navadnih do, tukaj vidimo, so izjemno zmogljivi 3D tiskalniki, do naglavnih prikazovalnikov. Od spodaj v laboratoriju imamo tudi ogromno
naprav za izdelavo različnih prototipov, za spajkanje in podobne zadeve. Tukaj imamo enega od tiskalnikov, pa te naglavni prikazovalnik. Jih imamo več naglavnih prikazovalnikov. To je HTC Vive Pro in imamo, oziroma dvojka, imamo pa še X-Labe, imamo Magic Leap. Torej, ogromno stvari, s katerimi lahko delate zadeve. Tukaj imamo sistem za sledenje ljudem, ki je velik 7x6 metrov in zaslon 12K, na katerem lahko izvajamo različne zadeve. Zdaj, v tem primeru vidimo človeka, ki je oblečen v kostum z takimi, se reče, značkami, ki mu sistem za sledenje lahko sledi in točno vemo, kako se človek premika v prostoru. To je še par slika. Tukaj imamo pa še laserski rezalnik. Laserski rezalnik Trotech 400K, ki lahko neskončne zadeve reže. To pomeni, da imamo od sprednje do zadnje odprtega in lahko pošiljamo skozi zadeve. In še zadnje, to je laboratorij, v katerem lahko upravljamo različne naprave. Kaj so tukaj delali? So v bistvu gledali kako s kakšno zakasnitvijo telefon pokaže skozi kamero na zaslonu samem od spredaj. To je to. Tukaj imamo en EEG sistem in to je laserski rezalnik in tukaj je ta laboratorij, v katerem lahko uporabljamo različna orodja, od žagic do pil, do vsega za izdelavo česarkoli. Tukaj pa eno vezje iz enega od tiskalnikov. In to je vse. Hvala za posluh. Če imate kakšno vprašanje, še enkrat, moje ime je Matjaž Kljon. Če rabite karkoli, je tukaj moj elektronski naslov. Če želite stik s kakšnim študentom, lahko prosite Tajo oziroma se obrnete na študentski svet. Elektronski naslov študentskega sveta, Taja si že poslala. Vam bo Taja napisala elektronski naslov študentskega sveta. Lahko pa vas jaz napotim do različnih študentov, ki so bili ali so še na Famnitu. Tako, to je z moje strani vse. Če imate kakšno vprašanje, Vladimir in Dani, kar na plan. Ja, ogromno stvari počnemo na Famnitu. Zdaj, jaz sem predstavil predvsem dela, s katerimi sem jaz seznanjen. Se pa študenti ukvarjajo tudi z drugimi. Na primer, z računalniškim vidom se ukvarjajo nekateri, ker imamo izjemno dobrega predavatelja oziroma strokovnjaka iz področja računalniškega vida. Če si predstavljate, ne vem, imate v Luki Koper vagone, ki morajo iti mimo ene kamere in ta kamera mora ugotavljati, kateri vagon je, mora ugotavljati številke. Potem z računalniškim vidom ugotovite, katere številke oziroma najdete, katera številka vagona in si to nekam zapisujete. Ali pa z računalniškim vidom lahko gledate, kako se tablete na nekem tekočem traku. Ja, to bi lahko pokazal sliko. Imamo sliko, imamo 3 industrijske kamere, ki so točno temu namenjene z različnimi filtri in se uporabljajo v industriji za te zadeve. Torej, če imate tekoči trak s tabletami, lahko s kamero gledate, katere tablete ustrezajo nekim merilom in katere tablete ne ustrezajo nekim merilom in potem mečete ven. Kar sem pozabil še povedati je, blockchain. Bom povedal nekaj o temu. Kar sem pozabil povedati tukaj je, da nekateri študenti se odločijo tudi sodelovanja z InnoRenewjem. Ne vem, če ste že slišali za Center odličnosti InnoRenew. Predvsem delajo raziskave na področju lesarstva, ampak ogromno delajo v povezavi z računalništvom. Tukaj govorimo o pametnem pohištvu, o pametnih stavbah. To pomeni, da imamo ogromno senzorjev, IoT, Internet of Things devices, in potem nam vsi te senzori nekaj delajo, oziroma en študent je delal z njimi projekt, kako z dopolnjeno resničnostjo s pomočjo projektorja
v dopolnjeni resničnosti prikažete na modelu neke lesene hiše, kako se bo skozi leta, glede na različne vremenske razmere, ta les spreminjal, kako se bo spreminjala barva, kako se bo spreminjala struktura lesa in podobno. To je v bistvu, temu se reče image mapping. Če si predstavljate, kako projicirajo na neko stavbo različne zadeve, to je image mapping. No? Zdaj, ni šlo to za lepo, za prikazovati, ne vem, kaj je bilo na zadnje v Kopru, na Predorski palači je bil Božiček, ki se je sprehajal med okni, namesto da naredite nekaj zabavnega, kot je Božiček, ki se sprehaja med okni, naredite nekaj, kar je bolj uporabno, to pomeni, da človek, ki si izbere, reče, aha, imel bi hišo leseno iz smrekovega lesa, kakšno bo čez 10 let na Gorenjskem, v alpskem svetu in podobno. Blockchain laboratorij je laboratorij, v katerem deluje, katerega vodja je profesor Jernej Vičič, in dobro vprašanje, kaj počnejo, ne vem. Ne vem točno, kaj počnejo. Vem pa, da uporabljajo blockchain za različne zadeve in dosti delajo v povezavi z Centrom odličnosti InnoRenew, ki sem ga ravnokar omenil. Če vam pokažem Center odličnosti InnoRenew, kar smo mi delali, smo delali v bistvu tudi virtualno stavbo. Nekaj sem stisnil. Še vedno snemamo? Ja, še vedno snemamo. Zdaj zdi se mi. To in lahko pokažem InnoRenew. InnoRenew je center odličnosti. Tle je hiša, tle je nova hiša, ki jo gradijo v Izoli. Ta hiša bo postavljena letos septembra, bo vseljiva. To je nova hiša in nova stavba. In v tej stavbi delujejo tudi nekateri od teh, ki so v laboratoriju za blockchain in jezikovne tehnologije. Zdaj, to sta dve različni področji. Eno so blockchain tehnologije, eno so jezikovne tehnologije, ampak obe sta v istem laboratoriju. Kaj delajo z blockchain tehnologijami? V bistvu večinoma se ukvarjajo z razvojem in uporabo teh tehnologij za podpisovanje različnih dokumentov in izmenjavo dokumentov, ampak to je vse, kar vem. Žal, Vladimir, ne vem več, ne bi znal več povedati, ker se ne ukvarjamo s tem. Razen to, da imamo, ne vem, 0,0000003 bitcoina. To je pa to. Ja, lahko pa, če želite, vam lahko napišem elektronski naslov profesorja, ki se s tem ukvarja, oziroma lahko vam tudi pošljem elektronski naslov od študenta, ki dosti dela na temu. Delajo sicer 3-4 doktorski študenti in vedno rade volje vključimo tudi magistrske študente, ki jih zanima kakršnokoli delo na temu. No, in en je Jernej.vi. To je Jernej, Aleksandar pa je najboljše, da jaz to kar kopiram od nekod. Aleksandar Tošič, to? Ja, samo sem mislil, da ima Famnit na koncu, pa nima, ima tudi upr.si. Nikoli ne vem, kdo ima famnit.upr.si, kdo ima upr.si, ampak to je druga težava. Tako, ta drugi je študent, ta prvi je pa vodja tega laboratorija. Ona dva bosta vedela več povedati o vsej zadevi. Je pa tako, da ta stolpič, da možno, da če si izberete kakšne predmete tudi na drugih področjih, naprimer študenti si izbirajo predmete iz oljkarstva, dosti si izberejo tudi
ribištvo, vem, da so si včasih izbirali, no to imamo pa v livade 1.0, ki je zraven te stavbe, to je točno zraven te stavbe, tukaj desno je stolpič, ki se ga ne vidi, ki se kliče livade 1.0, livade 1.0 in ta naj bi tudi bil odprt skupaj zdaj v naslednjih mesecih, zaradi tega, ker je leta 2017 imel požar noter, ko je ogromno deževalo in je ena voda nekje prišla noter. In so zdaj obnovili, tako da lahko boste tudi tukaj imeli kaj v Izoli. Je pa, ja, tako, tukaj delujejo fiziki, biologi in ja, veliko darilo, drago darilo. Ja, to je ta stavba. Taka je noter. No, to je ena izmed predavalnic. Tukaj je z eno kozico, evo, še s kozico je stavba. Kot pravim, no, je izjemno dinamično okolje, v katerem lahko delate ogromno stvari, ki vas zanimajo oziroma za katere niste morda vedeli in lahko vedno vežete oziroma aplicirate računalništvo z drugimi področji, vedno vas bomo podprli pri temu in lahko tudi iz tega magistrirate, ne. To je vedno je možnost magistrirati iz različnih zadev. Zdaj, na primer, magistrska naloga, ki jo opravlja en študent pri nas, ravno kar zaključuje, je kako z različnimi postavitvami tipkovnice ljudje hitro tipkajo v navidezni resničnosti oziroma v virtualnem svetu. Torej, ko imamo glavni prikazovalnik in moramo tipkati in imamo lahko QWERTY tipkovnico, lahko imamo pa druge tipkovnice, lahko imamo Dvoržak tipkovnico ali pa Opti ali pa kakršnokoli drugo tipkovnico, no. To je en tak lušen projekt, ki ga zdaj delamo in en študentka dela pa na išče slovenski izraz, pa niti angleškega se ne bom spomnil, na modeliranju uporabnikov. Na modeliranju uporabnikov in sicer to pomeni, če si predstavljate, ko nekaj kupite na Amazonu, Amazon se uči od vas, kaj kupujete, ne, in potem vam predlaga še druge zadeve, ki vas po vsej verjetnosti zanimajo. Ali pa, tako kot Facebook, vam predlaga prijatelje, ki naj bi jih poznali in bi jih želeli sprejeti v svoj krog prijateljstev. To je uporabniško modeliranje. No, in ena študentka zdaj dela pri profesor Tkalčiču magistrsko nalogo iz tega. In sicer mislim, da gre za, ne vem za kakšno personifikacijo gre, ampak tako, različna področja, no, kar si zamislite, lahko izvedemo skupaj. Jaz se vam zahvaljujem za obisk in se vidimo v živo septembra.